Čau punce, dobrodošli v novem make-up tutorialu. Danes sledi test dveh lepotnih pripomočkov. Prvi je običajni beauty blender, kot ga verjetno že poznate, torej gobice za nanos tekoče podlage. No, drugi pripomoček pa je nekaj čist novega, najnovejša ali modna muha, ali modni hit, ne vem, to je tale silikonski kot nekakšen vložek, ampak gre dejansko za gobico. Prva jo je izdala kozmetična hiša Molly Cosmetics in v bistvu je tako zelo razprodan, da morajo zdaj že 5. ali 6. obnoviti zalogo, nekaterega celo vnaprej rezervirajo. No, jaz sem ga včeraj dobila v nabiralnik in sem rekla, ko mi čakam, da preizkusam in mislim, da bom najboljšo oceno dobila tako, da bom na eni strani obraza puder nanesla s tole gobico, na drugi strani pa s telim silikonskim vložkom oziroma beauty blenderjem. Mora se prvadati. Prednosti tele gobice ne bi bile ogromne. Prva je, da ne vpija nobenih maščob in olj, no največja prednost pa je zagotovo ta, da ne bi vpila niti kapljice produkta, kar je zagotovo full plus. Vemo, da vsi te čopiči in gobice zagotovo nekaj tega pudra vpijajo, pa tudi čistiti jo je full enostavno, samo malo splakneš pod vodo, lahko dodaš tudi mila in je dejansko tako očiščena. Tule pa vemo, da se treba malo namatrati, da gre ves produkt ven. Tako da mene že dejansko full zanima, kako se bo ta gobica obnesla. Če tudi tebe, glej video naprej. Prvo bom svoj obraz navlažila s tole Nivejino kremo. Moja koža je zdaj res kar malo uboga. Dejansko, ko je to centralno ogrevanje, takoj vpije vso vlago, ko jo dobi, tako da jo moram res ves čas vlažiti in si sploh ne predstavljam, da bi nanesla puder brez kakršnekoli kreme. Zdaj pa sledi še primer, tale je od BH Cosmetics. Najbolj všeč mi je tudi to, ker vsebuje, mislim, da vitamin A in E, ja. Tako da je v bistvu tudi za vse tipe kože. Primer takšne brezbarvne tekočine. Ok, koža je navlažena, zdaj pa gremo lahko dejansko k naši oceni. Danes bom uporabila tale makeup puder. Zdaj pa s katero gobico začeti. Mislim, da kar s tole silikonsko, ker me najbolj zanima, kako se bo obnesel. Bom nanesla kar tale puder takole na roke. Ena stvar, ki sem jo zasledila, ker sem gledala vse te ocene, da moraš paziti, da ne daš tega pudra preveč na gobico. Tako da, evo, gremo, vzemam nekaj tega pudra, takole. In bom nanesla najprej na eno stran obraza. In ok, poskusimo, dejansko me full zanima, tako da najprej bom takole malo natapkala tale puder. In potem vlekla po obrazu. Zaenkrat mi je všeč, dejansko se lepo maže po obrazu, je tako zelo lepo mazljivo. Ok, full super zaenkrat. Kakor sem prej že omenila, in tale prirezan del bom zdaj uporabila za nanos tule pod učki. Tako da lažje dosegam tale del. Ful je tak prijeten občutek, kar drsi po obrazu. In se dejansko full lepo maže, tako da sem precej zadovoljna. Kakor sem prej omenila, opa, tukaj imam malo šminkice. Kakor sem prej omenila, so mnenja res deljena. Eni tale produkt full hvalijo, spet drugi ga kritizirajo, da je to brez veze, da bojo ostali zvesti svojim beauty blenderjem. Jaz pa sem navdušena, ful je dober, ful je v bistvu vse lepo maže produkt po obrazu in dejansko niti malo tega pudra ne zgubiš. Sami ste videli, koliko dejansko malo sem ga dala na to gobico in nič ni šlo v nič. Tako da sem v bistvu ful presenečena, ful me je navdušil, tako da ga bom definitivno še uporabljala. Wow! Mislim, da je ravno prav mehka oziroma trda, dejansko kar drsi tale gobica po obrazu. Jaz tale ploščat del uporabljam za tale večji del obraza, tale prirezam pa tule pod očmi, okrog noska, tako da boste znali tudi same mogoče to uporabljati. Dejansko sem ful zadovoljna, lepo se je razmazal, mogoče edin traja vse skupaj malo dlje
in names, pri tem beauty blenderju ponavadi tapkaš produkt po obrazu, tu pa, kot sem že omenila, enostavno samo vlečeš. In potem gobica naredi svoje, tako da zakon. In glede na to, da vidim, da je res ful super, bom zdaj enega podarila med vas. Ampak bom še testirala s tem beauty blenderjem, bo pa imela ena, kot rečeno, možnost poizkusiti, tako da ostane z mano do konca. Pa naredimo še primerjavo s tem beauty blenderjem, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Pudra je približno še toliko na roki, zdaj pričakujem, da ga bo upila, kot sem že navajena. Torej potapkam, dejansko ga takoj zmanjka, medtem ko tam, ko sem tapkala, sem ga še vedno imela v roki, no tu sem pa v bistvu z parim tapkanjem vzela ves puder iz obraza. In zdaj me zanima, koliko bom prekrila še s tem pudrom. Ok, dejansko, poglejte, puder je gobica upila, ampak dejansko pudra skoraj nič ni na obrazu. Tule z mečkanim tapkanjem v puder sem praktično naličila pol obraza, tule pa je gobica vsrkala skoraj ves puder in zdaj prav vidim, da bi mogla še vsaj 2 ali 3 puder stisniti na roko in ga tako valjda porabila bistveno več. Bom vsem tale look dokončala, da dobimo dejansko tisto primerjavo, ampak jaz mislim, da je tale silikonski vložek popolni zmagovalec in res nisem tega pričakovala, tako da wow, mene je sezul navdušil, noro. Če bi mogla dati oceno vsakemu produktu posebej, bi ta silikonski vložek dejansko dobil oceno 10 ali pa več, tale pa 1, ker poglejte to razliko. Tale stran, kjer sem nanesla puder s telim vložkom, je dejansko lepo razmazana, uporabila sem ful malo produkta, ga res prelepo razmazala po obrazu, medtem ko ta stran zgleda s tog produkta, kot sem ga imela na roki, skoraj nenapudrana. Ful je upila tega pudra in me dejansko zdaj toliko razočarala. Mogoče prej, preden nisem testirala tega izdelka, tega sploh nisem opazila, se mi je zdelo samoumevno, da dodajaš puder, ampak kaj naredi razlika? O moj bog, ta stran praktično, kot da ni napudrana, razlika med levo in desno stranjo je ogromna. Ok, punca, to je noro, jaz se opravičujem, mogoče sem preveč navdušena in preveč hvalim, ampak ko te ena stvar tako zelo preseneti, pa tega ne pričakuješ, tako da definitivno eden boljših nakupov in obljuba dela dolg. Eno tole silikonsko gobico še zapakirano, nedotaknjeno bom podelila tudi med vas, tako da bom kar naredila eno nagradno igro. Moram priznati, da na začetku tega videa nisem imela tega namena, dokler se ne bi sama prepričala, a je ta izdelek za kaj ali ni. Zdaj, če bi bil brez veze, niti nagradne igre ne bi otvorila. Zdaj, ko sem pa videla, da je to eden boljših pripomočkov, kar sem jih kadarkoli imela, zdaj odpiram tole nagradno igro. Tako da enkrat naslednji teden bom na svoji strani Evina lepotilnica razglasila zmagovalko. Kar moraš narediti pa je, da se naročiš na moj kanal, se pravi stisneš spodaj na roči in pod videom zapišeš oziroma se pofočkaš kakorkoli. Eni torej podelim tale lepotni izdelek, mene je navdušil, noro. Se lahko ves čas vidite, katera stran ima boljšo prekrivnost, je nekako lepša, ima zakrite nepravilnosti in katera nima. Tako da noro, res zakon zadeva, ne moram me prehvaliti, se vidite, tako da to je to. Kot sem rekla, zmago je definitivno tale silikonski pripomoček in jaz sem že kar zamenjala beauty blender za tole gobico. Hvala, ker si ogledala moj video, upam, da ni zdaj prav smešno, ena stran napudrana, ena ne, ampak to dejansko naredi, če uporabljamo dobre lepotne pripomočke. Se gledamo v naslednjem videu, do takrat se imej lepo in čau!